Ko se ena na ena pogovarjamo, največji politični nasprotniki se znajo pogovarjati, ko pa se znajdejo na socialnih omrežjih, pa postanejo živali. Svoja najslabša verzija samega sebe. Postavljamo se na plemenske pozicije, ne postavljamo se pa na pozicije argumentov. Živimo čisto preveč v okolju, kjer se sprašujemo, kaj so naše pravice, ampak mislim, da bi začeli mogli poudarjati, kaj so naše dolžnosti, kaj lahko vračamo družbi. Urad za demografijo definitivno ni rešitev. In če ni diktaturi uspelo prebivalstva motivirati za to, da bo revalo otroke, potem demokraciji boš to še težje dosegel. In ne želim si tega, da pridem spet, tudi če bo menjava oblasti, da bo rekli vse, kar so oni delali narobe, vse bomo resetirali, dajmo spet mi reči to vse bomo menjali. En lep pozdrav v novem SBC-evem aktualnem podcastu. Zdaj pa smo že v tisti predvolilni bitki, ki se bije v naši državi, ko spet poslušamo teme, o katerih smo že zdavnaj rekli, da niso pomembne za našo prihodnost. Ko imamo tukaj znova stare ali pa nove obraze, ki smo jih že videli, ko imamo znova delitve na plemena, levo, desno, morda tudi kaj v sredini. V SBC-ju smo pripravili 21 priporočil o tem, kako bi lahko država delovala bolje. Ko gledamo spletna omrežja, potem vidimo, da je kar nekaj idej, da je nekaj drugačnih pogledov, da je morda tudi nekaj kritične presoje tega, kar nam politiki vedno tako radi obljubljajo pred volitvami, pa potem seveda tega ne izpolnijo. In tudi sam sem tam na spletnih omrežjih našel dva današnja sogovornika. Klemna Praprotnika in Tomaža Erjavca. Eden piše za Delo, pa na LinkedInu. Prvi dostikrat kritično poroča tudi o tem, kaj mediji govorijo, kaj govorijo podjetniki, politiki, ko v svoji analizi razkrije, da čisto vse številke vedno ne držijo. To je Klemen Praprotnik. Zato en lep pozdrav obema. Pozdrav. Vse bi lahko zdaj s kakšnimi nazivi pa tako naprej, ampak se mi zdi, da je morda bolje, da govorimo tako, da sta pač predstavnika našega plemena, ki se imenuje Slovenci, in da vaju skrbi, kakšna bo naša prihodnost. Ali sem se zmotil? Tomaž? Absolutno mislim, da predvsem mogoče najin prispevek, upam, vsaj to, koliko smo se danes poznali, je ustaviti žogico, pogledati podatke, govoriti argumentirano, tudi retoriko izboljšati. In to je glih zanimivo, ko se ena na ena pogovarjamo, največji politični nasprotniki se znajo pogovarjati, ko pa se znajdejo na socialnih omrežjih, pa postanejo živali. Svoja najslabša verzija samega sebe in mislim, da je to največji problem. In to, ko si ti dobro odprl, postavljamo se na plemenske pozicije, ne postavljamo se pa na pozicije argumentov. In mislim, da je to pač, vsaj jaz si želim ta prispevek dati družbi. Kdo od vaju kandidira slučajno na kakšni listi, da takoj to razčistimo, da ne bo kakšnih problemov kasneje? Ne. Ne? Dobro. Ste razmišljali o tem kdaj? Iskreno ne. Iskreno ne. Jaz sem čisto osebno izkušnjo delil. Daj? Moj oče je bil en izmed ustanovnih članov SKD-ja, tudi predsednik odbora mariborskega, in sem kot mlad otrok še imel to priložnost opazovati iz distance, kako izgleda politično življenje. In poleg tega, da je vzelo celo njegovo osebnost in čas, želel si delati dobre stvari, na koncu se zadeve končale pri tem, da ni pomembno, ali delaš dobro ali slabo, ampak je pomembno, za koga delaš in kako. In takrat se mi je tudi politika malce preskutila. Tako da, vsaj moja izkušnja, mogoče je napačna, je takšna, da pač si želim delati z ljudmi, ki so iskreni, z ljudmi, ki nimajo skritih agentov ali pa nekih želja, kako bi profitirali na tvoj račun, ampak želijo delati dobro. In to je v poslovnem okolju, tudi kot vodim ekipo, si tudi to želim od svoje ekipe in mislim, da je to najboljše, kar lahko. Tako da nikoli si ne želim v politiko. A mislite, da lahko dejansko kdorkoli kaj spremeni, naprimer SBC s svojimi idejami, gospodarska zbornica, razna druga društva, organizacije, če ne gredo v politiko? Lahko. Jaz mislim, da ja. Moja mantra je, da živimo čisto preveč v okolju, kjer se sprašujemo, kaj so naše pravice, ampak mislim, da bi začeli mogli poudarjati, kaj so naše dolžnosti, kaj lahko vračamo družbi z vzgledom, z
majhnimi gestami, ker na koncu koncev je politika samo ogledalo družbe, v povprečju. To so predstavniki izvoljeni večine, a ne. In kakšna je torej naša družba, preden gremo v stvari, ki jih moramo nasloviti v tej predvolilni kampanji, ki bo tekla zdaj 2 meseca? Kakšna je družba, če imamo takšno politiko, kot jo imamo? Odlična, mislim. Ne vem, če imamo, če gledamo statistiko, po vseh statistikah, indeksu prosperitete, indeksu zadovoljstva z življenjem, indeksu revščine, ne vem, Gini indeksa, karkoli že, no. Mi smo, mislim, da celo v vrhu za zadovoljstvo življenja v svetu, mislim, v Evropi zagotovo. In tudi ljudje, s katerimi imam jaz interakcijo, mislim, treba je izključiti telefone, treba je izključiti socialna omrežja, potem svet naenkrat postane precej lepši, no, tako da, mogoče tudi to, ker je ta spletni medij, kjer smo mi, ne, bomo malo prispevali k temu lepšemu in pač svetu, ki ga imamo v vsakdanjem življenju. Vidva veliko delata s podatki, veliko delata s številkami, te so vodilo nekega sita, ne, kako živimo ali pa kako nam gre. In res, ko pogledamo na primer številke o povprečni plači, o zdaj minimalni plači, ne, ki gre na 1000 evrov, o inflaciji, o brezposelnosti, ki je rekordno nizka, ne, še nikoli ni toliko ljudi delalo, pa potem jaz vedno najdem še drugo plat, ne, še nikoli pa nismo imeli takega primanjkljaja, ne, kljub temu, da imamo tak priliv. A nam te številke res povedo, kako živimo, ali so to samo številke, ki jih lahko potem interpretira vsaka politika po svoje? Mislim, številke, če pogledamo samo, koliko je naša zadolženost v zadnjih 15 letih povečala, kažejo na to, da se zadolžujemo samo zato, da financiramo našo potrošnjo. Se pravi, mi smo zadovoljni, mi lepo živimo, mi smo enaki, ampak nikoli pa ne govorimo na čigav račun, a ne. Se pravi, zadolžujemo se na račun naših otrok, ker se demografija ne izide, da bojo oni zmožni to odplačati kadarkoli. Tako da ja, tule je kar različni pogledi, diskusije. Klemen, dostikrat na družbenih omrežjih, sploh na LinkedInu, narediš prav ta vpogled v številke. Pa morda res zdaj ta zadolženost, ne? Na eni strani res tako produktivni, kot smo zdaj, še nismo bili. A ne, imamo več kot 130 000 zaposlenih delavcev iz tujine, ki delajo pri nas. Imamo najnižjo brezposelnost, tega res še nismo imeli. Se pravi, tudi socialni transferi so najnižji za tiste, ki nimajo dela, ne? Hkrati pa rečemo pismo, letos bomo imeli 2 milijardi primanjkljaja. In pod ta proračun se podpišem in finančni minister celo reče, tudi slučajno ne razmišljamo o rebalansu. Zdaj vprašanje dolga je kot ekonomist, sicer mogoče bi me profesorji zdaj na križ pribili, je zelo filozofsko vprašanje. Ti se lahko zadolžuješ, dokler drugi ocenijo, da se ti lahko zadolžuješ. Res je, da imamo 2-milijardni primanjkljaj, kar se tiče v deležu BDP-ja, mislim, da smo pri 80% dolga, kar je pod povprečjem tudi Evropske unije. Kjer jaz vidim večji problem je v tem, da smo, kako trošimo mi ta proračun, ne. Lani je že šlo 6,5 milijarde samo za plače. Drugo leto je že projekcija, da bo šlo 6,8 milijarde. Pa to se še sploh ni upoštevana minimalna plača, ni še upoštevano, da se bojo vse verjetnosti spet mogla razmerja v javni sektor. Okej, no, torej 6,5 milijarde za to. Potem dajemo 2 milijardi za pokojnine. Torej imamo več kot polovico, oziroma 70% našega proračuna je fiksnega, ne. In ti zdaj operiraš z 30% proračuna, ki je lahko razvojno usmerjenega, ki ga v bistvu samo 30% govorim, ne, ki ga lahko preusmeriš v produktivne sektorje, ne, in jaz recimo, ker delam na spletu, mislim, da v Sloveniji bi krvavo potrebovali en data center, kjer bi lahko AI oziroma umetna inteligenca laufali, tudi marsikateri startup, ne, ampak za znanost in razvoj gre samo 500 000, ne. Torej, kje smo zdaj?
6,5 milijard dajemo v plače, ki grejo poleti na Hrvaško, pozimi na v Avstrijo, pa 2 milijardi za pokojnine, ki pa tudi niso, to so torej neproduktivni del prebivalstva, mislim, neproduktivno trošenje. Tako da, jaz bom rekel, dolg ni tak problem. Problem je, da se nam bo zdaj začelo dogajati ravno to, da bo to filozofsko vprašanje, ali je dolg prevelik, se začelo vedno bolj izpostavljeno postaja, zato ker se bo prihodki, vedno večji pritisk bo na prihodke, število zaposlenih se znižuje, povečuje se delež, povečuje se plače in odhodki in naenkrat bo ta dolg postal neodvladljiv in tega se jaz najbolj bojim. In 2008 smo prišli ravno v tako situacijo, ker smo mislili, da je vse super, in naenkrat je pol smo videli, da smo, kot je rekel Warren Buffett, ko je oseka, vidiš, kdo je enak. Bom nadaljeval, kjer si rekel, da važno je, dokler ti dajo denar ali pa ti zaupajo, toliko časa vse teče. In ravno na to se naprimer tudi predsednik vlade ves čas izgovarja, da tako visokih bonitetnih ocen naprimer naša država še ni imela in dokler je tako, je vse v redu. Ko bomo v predvolilni kampanji poslušali tudi o dolgu, ko bomo poslušali ravno o tem, kako trošimo, a je to tema, na katero bi morali dobiti, dva različna odgovora, saj ne, da zdaj namigujem, kdo ga bo dal, ampak vendarle, a je to vprašanje, ki ga moramo postaviti morda politiki? In kako bodo to zdaj seveda sami filozofsko rešili, ker nekje bo treba torej zapreti to pipico, je pa to težko, če je 70% fiksnih stroškov. Mislim, da je to zelo korektno vprašanje, da ga postavimo politiki. Jaz se bolj sprašujem, v gospodinjstvo se mi recimo zadolžimo ne za potrošnjo, ampak večine rešiš kot investicijsko, stanovanjski problem. Kot si rekel, zadolževanje samo po sebi je normalno, ampak ne zato, da ga zapravljaš. Kar se pa za potrošnjo. Kar se pa tiče tega bonitetne ocene, mi skoraj 1 milijon evrov damo za bonitetne ocene, kar mislim, da je čisto korektno delo ministrstva, zato da imamo ugodno obrestno mero. Ampak ne moramo se hvaliti z nečem, kar vemo, da plačamo. Se pravi, ti kot država lahko plačaš, imaš dobro bonitetno oceno, dobiš nižjo obrestno mero, jaz kot fizična oseba pa lahko imam prihranke, lahko imam dobro bonitete, ampak zaradi tega ne bom dobil na banki nižje obrestne mere. Tukaj bi se dali pogovarjati pa vprašati, ali lahko naredimo še kaj za prebivalce, tisti, ki so korektni, ki so vestni, ki plačujejo davke. Ogromno je tem, ki bi jih lahko naslovil. Bolje to, da se razumemo, ko se vprašamo. Če smo zdaj le malo to demografijo omenili, dajmo morda zdaj s to temo začeti. Demografija, pokojnine, letos smo izpeljali pokojninsko reformo oziroma od 1. januarja naprej zdaj velja nekaj popravkov. Dejstvo je, da se Slovenija hitro stara, eno najbolj starajočih prebivalstev, narodov v Evropi, na svetu, smo Slovenci. Ena od tem, ki jo bomo načeli v tej predvolilni kampanji zagotovo, bo tudi migracije, pa doma, zakaj nimamo več otrok. Spomnim se debate, kako je bilo na Poljskem pa na Madžarskem, kjer imajo še vedno generacije z najmanj otroci po 2. svetovni vojni, ne glede na njihovo politiko. Torej, kaj bo pomenila ta demografija za prihodnost in kaj nam tukaj lahko povedo politični veljaki, ki bodo nastopali zdaj na soočenjih? Kakšna je realnost? Urad za demografijo definitivno ni rešitev. Najboljši primer tega je Kitajska, ki ima, mislim, da 0,6 otroka na žensko. Slovenija ima 1,4, 5, kar je do 3-krat več skoraj kot Kitajska. In če ni diktaturi uspelo prebivalstva motivirati za to, da bo rejevalo otroke, potem demokraciji boš to še težje dosegel. Tudi je zanimiva, recimo, jaz sem gledal, Indija je zelo dober primer. Indija imaš severno in južno Indijo. Južna Indija je zelo razvita, severna zelo nerazvita. Povprečje otrok na severni Indiji je 4 otroke na žensko, v južni Indiji pa imajo 1,2, manj kot Slovenija. Torej, vsaka prosperiteta nažalost pripelje nižjo rodnost, ljudje postajajo pač vedno bolj v sebe obrnjeni, vedno bolj za svoj užitek skrbijo.
Tako da jaz tu dejansko nimam pametnega odgovora, druga kot tega, da ali bomo začeli ni v bistvu odgovora, no. Migracije, ne. Mislim, in migracije so pa drug problem, ker pol se ti začne pa dogajati politična, družbena klima začne odreagira na to in potem začnejo iskati hitre rešitve. Ljudje se naenkrat ne počutijo več, kot da so doma. Ampak zelo dober primer je Amerika, ne. Jaz sem naredil eno tako analizo tega, mi zelo radi govorimo o Ameriki kot svetilniku BDP-ja, ne, rasti, ne. In pri njih raste BDP ne na opravljeno uro, ne, torej produktivni niso nič bolj, ampak delajo več, zato ker so imeli oni vedno neto migracijski prihod, torej imeli so več ljudi priseljenih oziroma povečano število prebivalstva na leto, plus to, da delajo več ur. Tako da, ali bomo mi delali več, zato da bomo lahko penzije svoje plačali, ne, ker to je Ponzijeva shema, ne, našega prispevka ni več, ne. Nikjer je šel že k trenutne pokojnine, tako da mogli bomo po vsej verjetnosti delati bolj produktivno, delati več, pa delovno silo uvažati, ne. Tudi, kje boš dobil zdravnike za starajoče prebivalstvo, ne, medicinske sestre. Negovalke, ne. Negovalke, ja, tu je zelo, ni enostavnega in noben še ni dobil mislim, kdorkoli reče, da ima odgovor na to vprašanje, se laže, zato ker ga ni. Ne, ker so probani vsi, Rusija je, ne, zelo verska država oziroma konzervativna država, ima nižjo rodnost kot Slovenija, ne, isto Madžarska, ne. Ja, jaz mislim, da matematično se demografija itak ne izide. Tudi za sistem, ki ga imamo, je, ne vem, ga samo umetno ohranjamo pri življenju, ne. Demografijo, ja, ali jo rešimo z migracijami, kar so plusi pa minusi, ker se še vedno nismo naučili, kako koga hočemo. Hočemo samo tiste, ki pridejo pa oddelajo, pa potem grejo, ali hočemo ljudje, ki bojo prišli, si tule ustvarili družine in dejansko se bo etičnost države spremenila, tako da bo to druga kultura, druga politika, drugi jeziki, drugi prazniki. Ampak tam na koncu tunela se mi zdi, da je pa en tak majhno upanje, da bo AI pa robotizacija rešila, ne. Kar je tako na moje skromno spremljanje, pa kar vidim, kaj se po Kitajski dogaja, je, da bomo tam v roku 5 let lahko tudi imeli že robote od 25 do 30 tisoč evrov, ki bo pa lahko dobra negovalka, ne, teoretično. In če bi ta balans bil, potem bi dejansko lahko Evropa ker dejansko AI bo pomagal državam, ki imajo najslabšo demografijo. Tiste, ki imajo dobre, bodo imele težave. Tako da tukaj bi mogoče lahko bil en taka svetla točka. In zagotovo je to vprašanje, ki ga moramo postaviti politiki, a ne? Ja. Odgovora pa ne bo. Saj jaz že dolgo časa to spremljam in vsaki reče, mi bomo poskrbeli, da bo država bolj prijazna mladim družinam, stanovanjska politika bo kreditna, politika bo Golob je obljubljal, da bo prvo stanovanje pa z drugačnimi davki in tako naprej, ampak imeli smo zdaj generacijo z najmanj rojenimi otroci v zgodovini, na primer, ne. Pa vsako naslednje leto bo najmanj rojenih otrok v zgodovini, ne, zato ker bo vedno manj ljudi vedno manjša masa rojevala otroke, ne. Če gremo zdaj k tej robotiki, se mi zdi dober preskok, a ne. Za to, kar nas čaka, je zelo pomemben še en steber, to je šolstvo, izobraževanje, ne. Vemo, koliko Slovenija temu namenja, vemo, kaj se dogaja na primer po celem svetu, da se vse hitro spreminja. Mi smo zdaj spremenili kurikulum v šoli, ugotovili smo, da nam manjka med 3 in 5 tisoč učiteljev, ne, to je tudi en tak velik problem, ki se ga ne naslavlja. Učiteljski poklic ni zelo popularen, nihče ne dela reklam, jaz to vedno govorim, imaš reklamo avtobus vstopi v vojsko, ne, nimamo pa reklame postani učitelj in, ne vem, izobrazi naš narod, ker to je brez veze očitno ali nekaj podobnega. Kaj so tiste stvari, ki so ključne, ti si študiral tudi na tujem, ključne, da se v bistvu prilagodimo, da ujamemo ta vlak, da bomo znali suportirati AI, robotiko, in potrebe, to so pa tudi fizične potrebe, da bomo znali delati z rokami. V osnovi ne vemo, ne, kaj bo, ker ne vemo, kaj bo čez 3 leta. Se pravi, ena stvar, ki je meni blizu, je, pa sem jo v tujini videl, je, da bi naše otroke mogli naučiti misliti, ne pa ponavljati, ne. In naš celoten kurikulum je na ponavljanju in na vzgoji pridnega državljana, ki bo poslušal, ubogal, sledil, volil, karkoli paše zraven. Ampak s tem bomo lahko vedno podizvajalci Nemčije, ne. Nič več pa nič manj.
Vidimo pa, da se stvari tako spreminjajo, da tudi Nemčija ne bo rabila več podizvajalcev. Jaz se rad pohecam, da če bi še enkrat izbiral poklic, bi bil učitelj telovadbe, tako da meni je to zelo zabaven poklic, bi ga želel opravljati. Glih pred kratkim sem naredil to analizo, mogoče se na to nanašaš, ali ne. Se zato. Ja, ker sem moški, pa bolj naravnan tip, pač meni osebno nikoli šolstvo ni ustrezalo, takšno, ko je. Tudi mogoče kot rezultat tega faktografskega znanja, pa ponavljanja naučenega, je pripeljal do tega, da imamo mi res ogromno, vse več diplomantov žensk kot moških, ne. Če pogledamo sodnice, sodniki so večinoma ženske, zdravniki tudi, ne, zdaj večinoma ženske sprejemajo, predvsem na teh primarnih nivojih, bom rekel, no. In to so vse študiji znanja, ki res potrebujejo ogromno sedenja in ogromno faktografskega znanja, ne, ki ga moraš vpijati. Po drugi strani pa se sprašuješ, ali je res to najbolj pomembno, ne, in nisem strokovnjak za šolstvo, zato pa bom tudi spet izhajal iz sebe, pa izhajal bom tudi iz pozicije očeta, ne, kjer imam hčerko, ki bom rekel, kar cveti na nek način v tem sistemu, ko ga ima, zato ker ona rabi red, ona rabi vedeti, kaj mora znati in pride domov, domače naloge naredi, ve, kdaj so testi, ne. In kaj imam pa sina, ko pa je hodre, ne, po štajersko, ali ne vem, ali je to tudi, no, v glavnem. In ampak z matematika recimo mu gre, ostale zadeve je pa s tako muko sedi in ponavlja, ne. In jaz mislim, da pač začne se tudi tu, ne, učitelji bi mogli, tako kot mi v poslu ali pa v prodaji delamo, prilagajati učencem podajanje snovi, ne. Večinoma pa izgleda, kot da je samo en model in vsi po istem modelu, ne, torej one size fits all, po istem modelu ponajajo, faktografsko grejo po učbenikih, po delovnikih in rešujejo naloge, ne. In to je jaz mislim, da iz problemov bi mogel ti priti do rezultatov, ne. Jaz ne bom nikoli pozabil, ko je pripeljal profesor fizike v srednji šoli, to prvič, da sem jaz videl, da je to kdo naredil v prvem letniku, je pokazal, kako deluje turbopogon. Mislim, jet engine. Pokazal s tem, da je eksplodirala flaša in je pognalo naprej, ne, ampak takrat sem jaz pol tudi razumel gibalno količino, drugi Newtonov zakon, ne vem, ne, ampak to mi je bilo jasno, ne, nisem se učil enačbe, ampak sem se učil iz primerov. Je pa res, da moraš pa zaradi tega tudi učitelj, mislim, morajo biti res, res dobri učitelji, ne, ki morajo res ljubiti svojo to, kar delajo, ne. Ko poslušamo v predvolilnih soočenjih ali pa tudi kasneje, ne, vse te politike, ki nam rečejo, šolstvo je osnova naše države, ne. A se vam zdi, da to dejansko podpiramo, da to finančno, kadrovsko in miselno mislimo in se k temu tudi zavežemo, ali je to samo mantra? Dobro vprašanje. Če ne veš, da obstaja kaj drugega, jaz mislim, da mogoče res dobronamerno to podpiramo in smo prepričani, da je to, kar delamo, prav. Kar pa ni nujno, da je to. Ker na primer, Ja. ko sem govoril pripravil sem nek sklop podcastov 12 o slovenskem šolstvu, teme so mi pa predlagali ravnatelji, kar se mi je zdelo najbolj super, ker oni so tisti, ki vendarle vodijo kot podjetje vsak svojo šolo. Ampak ko smo se pogovarjali o drugih modelih, na primer zelo radi rečemo, kaj pa če bi imeli mi skandinavski model, na primer danski model ali pa nizozemski, ne, je učitelj, ki je to videl, rekel, to v Sloveniji ne bi šlo, ne. Učitelj pride notri, razlaga, če poslušaš prav, če ne poslušaš tudi prav, ampak na koncu je na tebi, kako pridno si poslušal in kakšen boš, ne. Mi vendarle imamo drugačen način. Slišal sem, kakšni so na primer pristopi v Aziji, ne, popolnoma neprimerljivi z našimi. Tudi profesor Spruk, ki je bil tukaj, je rekel, azijski študenti so prvi v predavalnici, to, kar jim sam razlagam, je za njih osnova, za naše pa pretežko, na primer, ne. Zato se mi zdi, da je ta stvar, zato sem postavil vprašanje, ali pa ti si tudi dobro rekel, ne, če to samo poznamo, potem je to, ampak se mi zdi, da morda ne poznamo, kaj se dogaja v tujini, ali pa da naši politiki vendarle tega ne slišijo dovolj. Ko smo izbirali novega ministra za šolstvo, je bilo težko, kje ga bomo našli, pa smo našli gospoda, ki je celo svoje življenje skrbel za šolstvo in potem rekel, jaz ga bom zdaj reformiral, ne.
ampak v ves čas je bil del šolstva. Ne? Ena anekdota, ko mogoče je pri mojem sinu me malo zaskrbela, ko smo imeli, sem, všeč mi je skozi anekdote, kako razlagaš, pa bom še mogoče to dodal. Pokazal sem mu način, kako računajo matematiko večje številke na Japonskem. In on je bil fasciniran, ker je štekal, kako računati in dobivati rezultate. In sem rekel: "Ja, ne vem, daj povej to v šoli, a ne?" Naslednji dan on gre v šolo in pove, pride domov zjokan: "Kaj si me to nahecal, kaj sem jaz tega mogel?" Ja, kaj pa je? Ja, učiteljica je rekla, da če ne bom delal tako, ko ona povedala, da bom pač to bo šus, a ne. Se pravi, mi To je ponavljamo. resnična zgodba. Resnična. Ni to. Ne, to je od mojega sina, mi se učimo ponavljati. Moj sin bi prišel na Triglav po lažji poti, ampak so rekli: "Ne, ne, ne, po tej steni moraš iti gor, po tej steni ne." In že tukaj se mi zdi, pa to ni pomeni, da so učitelji slabi. Jaz mislim, da je učitelj plemenit poklic. Mi smo danes tu zaradi učiteljev, ko so nas skozi življenje pripeljali do kjer so nas. Ampak ja, Iz izobraževalnega sistema bom preskočil zdaj še, sam si že zdravnike tudi omenil, da je veliko zdravnic predvsem, ne, v ta zdravstveni del. Tukaj si ti bolj doma, veliko tudi o tem pišeš, na primer v Delu in tako naprej. Na zdravstvu imamo en velik problem, to je pomanjkanje kadrov na eni strani in odhod tistih, ki so zdaj leta in leta delali v javnem zdravstvu, v zasebno zdravstvo zaradi zakona, ki smo ga sprejeli, po drugi strani nerazumevanje, kaj vse vendarle dobimo v tej košarici naših pravic. Absentizem je zelo velik problem, ne, Slovenci imamo ogromne izgube zaradi res velikega absentizma, se pravi, to pomeni bolniška odsotnost. A je stanje, v katerem smo, rešljivo? Oziroma spet, kaj bomo poslušali, sta pa zelo dva različna pogleda, levega in desnega plemenskega pola političnega, ne, na to, kako bomo to zdravstvo rešili. jaz mislim, da imamo dovolj dobrih strokovnjakov, ki ves čas predlagajo te rešitve, ki so smiselne. Premalo pa se mi zdi, da imamo diskusije, da naš zdravstveni sistem je bil narejen na demografijo, ki smo se glih prej dotaknili, ki ne obstaja več. Se pravi, večina nas je aktivnih, zdravih, nekaj malega je pa tistih, ki potrebujejo in jih bomo dobro poservisirali. Mi v zadnjih 20, 30 letih, ne vem, se vprašamo, koliko smo novih bolnišnic postavili. In ja, v taki obliki ne bo šlo naprej. Glih danes sem govoril z enim koncesionarjem, ko dela ultrazvoke, in je rekel, so nam zmanjšali 180 na 20 ultrazvokov, medtem da je čakalna vrsta pol leta. Se pravi, slovenski koncesionar ne sme delati, lahko pa, če je nedopustno dolgo čakaš na tvoj pregled ali pa diagnostiko, greš na Hrvaško, kjer pa lahko privatnik to izvede, Zavod za zdravstveno zavarovanje mu plača, plačamo potne stroške in je okej, družbeno sprejemljivo. Tako da jaz mislim, tu kot družba moramo dozoreti pa se vprašati. A je posledica to nerazumevanje, kaj je javno zdravstvo, kaj je koncesionar, kaj je zasebnik? ZZZS, ki si ravno omenil, je letošnje leto končal z veliko izgubo, kljub temu, da je imel velik priliv, na primer iz državnega proračuna, in kljub temu, da smo prej rekli, ne, da je število brezposelnih najnižje, absentizem je velik. Skratka, če v dobrih letih ZZZS posluje s takšnim minusom, se moramo vprašati, kaj bo, ko pridemo morda v kakšno slabše leto. Jaz sem v bistvu tu navezal, mislim, da je ta analogija z absentizmom pa z javnim zdravstvom precej povezana. Predvsem bi tu izhajal iz svoje uporabniške izkušnje. Najprej bom to rekel. Tudi torej slovenski menedžerji se po mednarodnih kriterijih, po vodenjih v nižjo polovico lestvice uvrščajo, tako da tudi mislim, da ta absentizem je v veliki veri tudi povezan z načinom vodenja in z motiviranjem ljudi, ker ogromno ljudi, jaz mislim, da je marsikateri absentizem tudi neupravičen oziroma mogoče tudi sforsiran iz strani delavca. In to je mislim, da problem, ki izhaja iz organizacije dela. Mislim, da to je tu najmanj se izobražujejo naši delavci, najmanj se menedžerji izobražujejo za vodenje in tako dalje. Zdaj pa, kar se tiče vodenja, ne, jaz imam izkušnjo, ne, z rentgenom, ne, v privatni, torej koncesionarski, in v javnem zavodu, ne. In če je lahko privatnik
na 5 minut menjaval paciente, torej že takrat, ko je bil, en je bil na rentgenu, drugi se je že slekel, tretji je že čakal, da se gre sleči, da bo šel. Torej na 5 minut je letelo. Ne, sem čakal v javnem zavodu pol ure iz enega rentgena na drugega. Ne. Torej, tu se potem v bistvu mi govorimo, denarja ni, jaz mislim, da je denar, problem je, da je organizacija in torej sam management v bolnišnicah napačen, ampak spet govorim kot outsider, ne, kot uporabnik, ampak večina predstojnikov je zdravnikov, celo zahtevano je, da so zdravniki, ne. To pomeni, da dobrega zdravnika vzamemo, da je pol slab menedžer ali pa ne. Tako da jaz mislim, da tudi če bi že začeli mi z organizacijo javnih zavodov, pa da bi res kredibilne ljudi postavljali na pozicije, ki bi znali organizirati, res je, da so to poskušali tudi Angleži, pa poskušali so tudi v Avstriji ni cvetoče, tako da ni tu mogoče ta problem borbe med javnim pa med zasebnim, bolj je problem javno organizirati kot privaten sektor. Kar pa si jaz ne želim, si pa ne želim, da postane zdravstvo profitna dejavnost. Takrat, ko postane profitna dejavnost, takrat ne bo več bo tistemu zdravniku cilj, ko mu boš dal v KPI, koliko bo zaslužil za svojimi pacienti, takrat mu ne bo več prioriteta, ali pa bo celo bonuse dobil, ne, mu ne bo več prioriteta, da bo pacienta dobro in zdravo delal, v dobro pacienta ali pa k dobro v organizacije. Tu pa jaz v bistvu mislim, da še vedno, pač zato sem tu pristaš tega, da zdravstvo mora biti prvo strokovno, potem pa šele dobičkonosno. Dve stvari, ko sta bili omenjeni morda že 2 mandata nazaj, digitalizacija zdravstva. Potem gremo pa še na te vodilne kadre. Rekli smo, ok, kaj lahko v Sloveniji naredimo, da gre zdravstvo, vsaj kar se tiče papirologije, birokracije naprej, ker tega je pač veliko preveč. Poglejmo primer Estonije, saj tam pa vse to že imajo in a smo se res kaj premaknili v teh 4 letih, kar se tiče digitalizacije? Se premika, mislim, da se dela z vsemi omejitvami, ki jih ima sistem, kot ga imamo, mislim, da se premika naprej, če optimalno še ni, ampak jaz mislim, ja, so dobre prakse, so dobri primeri, ampak to, ko zdaj poznam nekaj malega okolja, bolnic, zdravstvenih domov, ministrstva, je težko delati tudi znotraj njih te počasne premike, ne. Kaj je razlog, da se vendarle ne gre hitreje? Saj nekje to že imajo, ne? Saj mogoče včasih kakšen sistem samo skopiramo, ali je to težko? Včasih imam občutek, da si Slovenci kot družba ne upamo delati napak in ves čas iščemo neko popolnost, ne iščemo, kaj je dovolj dobro. V podjetništvu rečemo prototipiranje, MVP. Daj, naredimo tako, pa bomo pol popravljali. Mi pa se v bistvu se bojimo odgovornosti, ali pa reči, narobe sem naredil, ampak bom popravil. Ne smeš narobe narediti, ker je družbeno nesprejemljivo. Tudi za politika je nesprejemljivo narediti napako. Tako da tukaj mislim, da sam sebe malo hendikepiramo z našo kulturo, ki jo imamo. Digitalizacija v zdravstvu, to moram vprašati, ne? Ti vendarle delaš tam, kjer je vse odvisno od digitalizacije in vidiš, kaj vse se danes z AI-jem za stvarmi da, ne? Vsi podatki slonijo na digitalizaciji, ne? Vse to je danes dostopno, 1, 2, 3. Vem zelo malo o zdravstvu, kar se tiče organizacije tega. Sem tudi imam pa zelo dobrega prijatelja, ki dela na tem, ki ima tudi podjetje. In on je to iskreno povedal, to je ogromen sistem, to je zdravstvo drugače pač deluje, kot mi smo to navajeni v podjetjih. Še mi imamo velike težave, zdaj si želimo recimo ta jezikovne modele uvesti v search, in če ti nimaš pošlihtanih podatkov, in mislim, da je to glavni problem, ne, je vsaka digitalizacija nemogoča. In ti moraš začeti tisto, to pomeni zavihati rokave, vzeti lopato pa začeti po podatkih, ne, to ni nobena fancy zadeva, ne, to je res pač zelo labor intensive work, ne. In mislim, da ko se ne, jaz sem ga vprašal, zakaj moram jaz svojo kartoteko vzeti pri mojem zdravniku pa jo odnesti, ne, če bi jo lahko prepisali pa jo naredili, ne, ampak v bistvu toliko je potegne za sabo stvari, da imeli elektronske kartoteke, jaz mislim, da to zdaj se že približuje, ne, da bo. To že zelo lepo deluje, no. Ja. Aha, ne pa še v praksi očitno, ne, ali pa se vpisujejo podatki, no, ne. Jaz mislim, da se tule dogajajo stvari, ampak težko je, ker imaš ti tak legacy v zadih, pa ga vlečeš za sabo, pa hočeš inovirati, ne. Ja.
Je. In to v bistvu tudi v digitalnem podjetju imamo ta izziv. Torej, Okej. in pa imamo kompatibilne ljudi, kredibilne ljudi, programerje, ljudi, ki so celo življenje s podatki, pa se zdaj si razbijamo glavo, kako to rešiti. Druga stvar je pa kadri, ne? Vodstveni kadri. Morda tako da rečem. Slovenci imamo javno upravo, kjer je točno določeno, kakšna je tvoja plača. Zdaj lahko seveda malce varira tudi od uspešnosti. Ne? Ampak če pogledamo vodenje bolnišnic in pa zdravstvenih domov, skoraj da vse poslujejo z minusom. Potem se vprašaš, kakšno je zdaj to vodstvo in kdo je tisti, ki želi sploh javne zavode za takšno plačo, kot je, ne voditi, kajti v neko resno podjetje ga pa skoraj da ni junaka, ki bi potem za tak denar šel v resno podjetje. Tam bo dobil plačo takoj še enkrat več. Ali je razprava o tem, da bi plače določali vendarle drugače, ne? Da imamo že 30 let določene, kakšne so plače v določenih panogah, da je čistilka pač toliko plačana, negovalka tudi, pa čeprav jih nimamo, ne? Ampak više plače pa ne da, ker če damo negovalki, bo zahteval tudi vojak in tako naprej. A je to tudi zastarelo? Prej sta rekla, 30 let imamo, ne vem, isti način poučevanja, ampak 30 let imamo tudi isti način plačevanja v javnem sektorju in zdaj smo, kjer smo. Ja, en primer je naša največja bolnišnica, recimo. Približno nauč milijardo prometa, 8.000 zaposlenih, direktorjeva plača je pa manjša od enega produktnega vodja v podjetju. To je že v osnovi zame največji korupcijski rizik, je, da ima takšno plačo. Drugo pa je, tak človek, ko podpisuje milijonske pogodbe, kako se že počuti ob tem, ko vidi, kako en dobavitelj zasluži, koliko je on plačan, in tudi kompetence, ne. Verjetno na takih mestih se ne bojo ljudje tekmovali, meritokracije ne more biti, da bo najboljši prišel na to pozicijo, ker gre v bistvu bolj za častno pozicijo, kot pa kompetentno pozicijo. Da sem direktor UKC-ja, je zame častno, nekompetentno. Tako da tule moramo kot družba, se mi zdi, sprejeti to, da da je treba ljudje pošteno plačati. In tudi moj pogled je, da v osnovi bi mogla javna bolnišnica delati dobiček. Ker samo z dobičkom lahko mi prenovimo bolnišnico, kupimo nove naprave, pošljemo zaposlene na izobraževanje, jih pošteno plačamo. Če pa mi rečemo, da bolnišnica ne sme delati dobička, pa razumem, mora biti meja, da ni primarno to, da delaš strokovno, kvalitetno, v dobro pacienta, ampak potem smo tam, ko smo. Če ni važno, kako delamo, ne. Ker trenutno smo pa na milosti drugih, se pravi, ko Evropa da razpis, da bomo kupili nov ultrazvok, takrat ga lahko kupimo, ne. Ne iz tega, da bi bili, ampak recimo javno zdravstvo. Javno zdravstvo je tudi privatnik, ki je na koncesijo, ne. Ampak on lahko kupuje novo opremo, na isti stroškovnik, bolnica ga pa ni sposobna. Gre samo za učinkovitost. Ja, kar si že dobička, če reinvestiraš RVC, torej razliko med stroški in prihodki, ja, ne, ampak na koncu cilj, da boš ti na koncu izplačeval lastnike, pa mislim, da ne bi smelo biti v zdravstvu. Ja, se pa popolnoma strinjam, ja, organizacija mora biti taka, ne, zakaj en rentgen, recimo 2 rentgena na uro, če bi jih lahko naredil 10, ne, kjer je easy money, ne, zakaj se tu recimo ne zorganizirajo, ne. Tako da, ja, tu se absolutno strinjam. Še en steber bom odprl, v katerem bo gotovo govora veliko tudi o predvolilnih soočenjih in o obljubah. Zdaj zelo deli ena prav določena plača, ne, in en govor o babureku, ne, da se zdaj malo pošalim. Na eni strani imaš predsednika NLB-ja, uprave NLB-ja, Blaža Brodnjaka, na drugi strani Luko Mesca, ki sedi za mizo, je burek in razlaga, da poglejte, ta toliko zasluži, kot nekdo v 40 letih ne bo zaslužil vse skupaj. Kako je s tem? A smo družba, ki v resnici ne privošči, da bi kdo zaslužil več, a smo družba, ki tekmuje, da bi imeli vsi enako? Ker včasih se nam je zazdelo, vsaj meni, da smo vendarle zdaj gledali, da bi imeli čim bolj vsi enako, zato da ne bi imeli teh odstopanj, kot jih poznajo na primer v res bolj razvitem svetu, v narekovajih v Ameriki, ne, kjer imaš ti 12 ljudi, ki so letos objavili, ki so bogatejši od 4 milijard. In tega si ne želimo, ne? Ampak vendarle prispevek Brodnjaka v proračun je pa ob tem milijonu bil super, ne? Tega smo bili pa vsi veseli. Ti se veliko ukvarjaš. Jaz sem v bistvu začel drugje. Kaj imamo radi v gospodarstvu, ne? Stabilnost.
zakaj lahko povprečna plača v Avstriji 3000 evrov neto, ne? To znese, mislim, da 4800 bruto, v Sloveniji pa je 1600, mislim, da zdaj, ne. Zakaj v Avstriji to deluje? Okej, mogoče Avstrija je najboljši primer, ker je tudi v recesiji že zadnji 2 leti, ampak je precej daleč pred nami, kar se tiče BDP-ja per capita. Je zato, ker imajo stabilnost, ker imajo predvidljivo in pravno varno okolje in ne rabijo se podjetja ukvarjati s tem, kaj država spreminja, ampak se ukvarjajo s svojim poslom, ne. In recimo najboljši primer tega je božičnica, ne, ker ti en mesec pred izplačilom, ne, konec leta, ne, ker si ti po vsej rednosti tudi že vse reinvestiral, tudi če si imel kaj, mislim, če si podjetje, ki vlaga nazaj, tega denarja več ni bilo, ne. Ti reče en od zgoraj, glej, ti boš pa zdaj mogel potegniti teh 540 evrov, ali koliko jih je, ne. Torej, v bistvu si se naenkrat znašel v poziciji in si se ukvarjal s tem, kako boš teh 500 evrov dobil, mogoče si se še mogel zadolžiti, namesto da bi se ukvarjal s planiranjem drugega leta. Pol pa boš rekel, zdaj pa bom jaz planiral drugo leto, pol ti pa pride začetku leta in ti reče, evo, zdaj ti bom pa, če je to v skladišču, imaš upravljati skladišče ali pa si v trgovskem ali pa, ne vem, čistilni servis, zdaj ti bom pa jaz 50-60% tvojih zaposlenim bom za 16% dvignil plače, ne. Če bi jaz lahko dvignil plače, bi to že prej naredil, ne, oziroma, ne, in torej v bistvu spet se moraš ukvarjati z nekimi eksternalijami, ki niso v tvoji moči in ti v bistvu se ne ukvarjaš z poslom. Torej, to je prvi problem. Kar se tiče, povej, Tomaž. Kar se tiče pa neenakosti in tega odskakanja, ja, Slovenija je egalitarna družba, vidi se, da zelo drug drugega gledamo, vemo, kak avto kdo vozi v soseski, vemo, ali ima nemške ali slovaške registracije, tako da že kot družba imamo tudi najnižji, mislim, da je edino samo Slovaška pod nami, nad nami imamo najnižji Gini indeks, kar pomeni, da imamo najbolj egalitarno družbo. Torej, kar se tiče tega, smo že dosegli neke cilje, ne. Torej, jaz mislim, da tu ne rabimo več nekaj novega izumljati, ne. Predvsem pa po drugi strani pa mislim zdaj, ali so vodstveni kadri preveč obdavčeni ali niso, je pa recimo, mislim, da direktor Addiko banke, ki ima manjšo bilančno vsoto kot NLB, mislim, da ima večji bonus letni kot ga, ampak govorimo o bruto zneskih, ne, kot pa Blaž Brodnjak. Tako da mogoče je tudi ta dojemanje, da če si pa tukaj v Sloveniji, pa si zaslužiš nižje oziroma, ne, potem bomo relativno na ostale plače, ne. Torej, tudi že podjetja se tako obnašajo, ne. En najboljši primer je, prijatelj sem imel, ko je v Kanadi delal in je imel 3-krat višjo plačo, ko se je preselil v Slovenijo, čeprav je Romov delal isto delo, je dobil 3-krat nižjo plačo in jih vprašal, zakaj? Ja, prilagodili smo se tvojemu okolju. Ampak ja, mogli bi predvsem, mislim, da te najvišje plače oziroma predvsem bonuse razbremeniti, tu pustiti neko možnost, da pač tudi motiviraš lahko svoje zaposlene oziroma te vodstvene kadre, ne bi pa, mislim, na splošno pa mislim, da nismo tako daleč, kar se tiče obdavčitve dela od zahodnega sveta, ne. Avstrija ima 47% tax več, ne, torej davčno breme dela, v Sloveniji je ta 44%, v Nemčiji je celo 79%, na Hrvaškem je pa 38%, ne, zato se pač tudi vedno primerjamo, no, saj. Ampak vedno pri podatkih si izbereš tisto, kar te paše, no, ampak mi smo nekje v sredini, tako da tu ja, ampak bi mogli bolj raztegniti to lestvico. In tudi največji problem pri tej minimalni plači je, da se ni bruto znižal, oziroma obremenitev dela znižala, ampak, ne, država bo zaslužila 300 evrov, delavec bo pa 200 evrov dodatno zaslužil. Zakaj niso vsaj, ne, obremenitev najnižje plače znižali, ne? Torej, pač, ja, v splošnem mislim, ja, definitivno, ampak mislim, da vseeno moramo stremeti k temu, da se kot družba prosperira. Boš kaj dodal? Ne, z pogledom se v bistvu v večini strinjam, no. Predvidljivost je tista, ki dela razliko, a se bo nekdo odločil, a bo investiral v Slovenijo, a se bo nekdo odločil, a se bo zaposlil v Sloveniji, a se bo nekdo odločil, da bo prestavil podjetje iz Slovenije. Tako da na predvidljivosti bi mogli delati. Drugače pa tako, kot gospoda Mesca pa gospoda Brodnjaka, obadva spoštujem, pa se mi zdi, da se ta tema preveč polarizira na
da so to dve teme, ampak jaz mislim, da je to ena stvar. Spravi, jaz se recimo podpiram, da nekdo zasluži 1000 evrov na mesec, ker mislim, da si zaslužiš dostojno življenje, ampak na čigav račun. Se pravi, dodatna obremenitev gospodarstva, ne, gospodarstvo že tako, koliko imamo podatke, 25% ljudi financira 75%, mislim, da je 75% Slovencev je neto proračunskih prejemnikov skozi celo življenje. In na demografijo se to ne izide, ne. Tako da ti imam kaj več dodati, in to, ne vem, gospod Brodnjak je s svojimi prispevki, ne vem, lahko financira zdravstveno zavarovanje za cele Haloze. Mislim, če to ni velik prispevek, pol. Morda bi tukaj samo dodal eno stvar, pa se navežem nate. Moj gost je bil tudi zdravnik, pa zdaj vodil je en kup svetovno znanih podjetij, bil je v vodstveni kadru in je dobro rekel, milijon je v tujini, v resnici neka plača za middle management, ne, nagrade so pa mnogo, mnogo višje. Mi v Sloveniji se pa, hvala Bogu, zdaj vendarle pogovarjamo o 1000 evrih minimalne plače, ampak pogledamo, tam je 20% prebivalstva, naprimer, ne, ali pa kakšne so pokojnine. A je samo sam narobe razumem, ampak če se mi zdi prav, mi bi se morali pogovarjati, da se naša plača, tako kot si sam dejal, vendarle približa tem, ki jih imajo v Avstriji, ne, in če zdaj ni problem samo v obdavčitvi, se je treba vprašati, kje vendarle je problem, da Slovenec na tej strani v istem podjetju zasluži skoraj enkrat manj kot čez mejo, ne. To je tisto, kar jaz mislim, da zelo dobro se lahko vrnemo nazaj na proračun, ne. Država se je ukvarjala 4 leta s tem, kako bo dvignila plače v javnem sektorju, ne, ni pa se ukvarjala s tem, kako bo dvignila produktivnost. In če lahko nek delavec v Avstriji svojo plačo upraviči z 3000 evrov neto, lahko upraviči svojo plačo, v Sloveniji pač poprečna plača, produktivnost toliko nižja. In če bi mi imeli res targetirane investicije, da bi država tu se odločila, namesto da bomo dajali 70% proračuna v plače, pa v pokojnine, pa ne vem kaj še vse ostalo, in se skozi ukvarjali s tem, kako bomo to hranili, ne. Ne vem, če veta, ne, koliko je, mislim, jaz sem zdaj sicer bil malo šokiran, ker me je statistični urad malo popravil, jaz mislim, da je manj delavcev v javnem sektorju, jih je pa prek 250 000. To pomeni, da je četrtina, vsak 4. delavec je v javnem sektorju, ne, to je, koliko ust je treba nahraniti, ne. Ampak ne smemo pozabiti, javni sektor so zdravniki, policisti, učitelji, tako da to ni samo tisto, ko mi vidimo. To ni javna uprava. Javna uprava, ja, ne. Tako da mi bi mogli predvsem razmišljati o tem, kako bomo mi, in vem, da je bila ena izmed političnih obljub, predvolilnih političnih obljub 4 leta nazaj, da se bo dvignila produktivnost. Produktivnost stagnira v Sloveniji. In zato, ker pač nimamo razvojno usmerjenega proračuna, ki bi spodbujal podjetja, ki delajo več za manj, ne. In pač tu jaz mislim, da je glavna pomanjkljivost. Recimo, treba je Slovenijo pohvaliti, mi smo 7. po številu industrijskih robotov na svetu na prebivalstva, kar je izreden uspeh, ne. Ampak še vedno mislim, da ta delež stagnira. In s tem, ko ti dviguješ tudi obremenitev dela, ne, valjda tudi podjetja malo manj za reinvestiranje in tako dalje, ne, ali pa da bi jim tudi priskočila država potem z druge strani na pomoč in subvencionirala investicije in tako dalje. Se jim, ampak premalo targetirano in premalo usmerjeno, ne. Prej si omenil, če je okolje takšno, da veš, kaj te čaka, potem prideš in investiraš. Ves čas, ko vaju sprašujem, nizam dobre pa slabe stvari naše države, ne, ker se mi zdi prav in tudi so, saj ti dostikrat poveš, naprimer, letos bomo imeli rekordno število investicij v Slovenijo, ne, če tukaj samo vzamemo v farmacijo in tako naprej, kaj takega v tem našem okolju ni, ne, oni so nas prav izbrali. Poznam zgodbo, da ko je prišel nov direktor, je rekel, čakaj, ne bomo šli v Slovenijo, še enkrat mi naredite vse izračune, in še enkrat je kazalo, da je naše okolje daleč najbolj primerno, zato tudi več 100 milijonske investicije. Po drugi strani pa vendarle obstaja tudi seznam podjetij, ki pa so šla res na Hrvaško, ne, in to so velika podjetja, Oracle in tako naprej, češ mi bomo zdaj na Hrvaškem. Kako naj to gledamo, ne? A je to spet, kaj vzameš, ko govoriš, kakšni smo? To je dvorezen meč, ne. Jaz sem se malo drugo sliko dobil, ko smo delali veliko na Poljskem. Če ti hočeš v Sloveniji, ki je 2 milijona, odpreti razvojni center s 1000 zaposlenimi, 1000 developerjev, ga pač ne boš, ne glede na to, kak je davek, ker teh ljudi ni. Spravi, to je ena plat zgodbe. Druga pa je
obdavčitev smo se že dotaknili, druga pa je, ko me pa dolgoročno malo bolj skrbi, je pa, da ne investiramo v infrastrukturo. Mi smo na sami infrastrukturi, energetski, logistični, res capljamo. In če gledamo, da prihajajo, ne vem, podjetja brez zaposlenih, pa to ni več znanstvena fantastika, bojo pogledali, ne vem, a imaš mednarodno kargo letališče, imaš dovolj energije, ne vem, energetsko, ali imaš jedrske elektrarne, da je ta cena konkurenčna, in bo v prihodnosti to razlog, kam bojo prišla podjetja. In ta podjetja, ker bojo pa hranila naš socialni aparat, ki je pa zelo drag, ne, ki pa samo raste. In tukaj bi bila zanimiva tema za debato, pa za mogoče neko nadstrankarsko vizijo naše ladje. Jaz bi samo dodal glede tega selitev podjetij. Vem, da se o tem govori ogromno, ampak ker sem tudi bil sam v korporaciji, ki je mednarodna, tako, ne. Vse podporne službe so se najprej selile v vzhodno Evropo, ne, specifično Bolgarijo in Romunijo, iz teh držav, ne. Torej, v bistvu tvoja prosperiteta, ko ti raste strošek dela, tudi postaješ nekonkurenčen in pol v bistvu oni te delovno intenzivne panoge selijo. In kaj se zdaj začelo dogajati? Zdaj vzhodna Evropa postala predraga in zdaj smo z Indijci začeli govoriti. In si na koncu imel račune izdajal Indijec. Da ne govorim, koliko je problemov bilo zaradi tega, ampak ni bil problem, da je tu preveč obdavčeno, da tu ni pravo okolje, ampak preprosto pač grejo tja, kjer je nižja cena delovne sile. Isto je Beograd, recimo, kjer je v bistvu tudi skoraj moj drug dom in ga spremljam že zadnjih 15 let, hodim redno tja. Naenkrat je ta novi Beograd eksplodiral, tam so zrasle te mednarodna podjetja, so začela seliti tja tudi te podporne službe, ravno zaradi tega, ker je bilo pač nižja cena delovne sile. Kaj se zdaj tudi iz Hrvaške so se selili v Srbijo, ne? In zdaj, če boš ti šel in zdaj bo Srbija počasi postala predraga, ne? Torej, in če boš ti se šel to, kako boš cenejši, to je tako imenovan red game, ne, kjer v bistvu bo na koncu vsi se pogrizli, kdaj pa si dovolj poceni. Vedno boš dražji od Indijca, vedno boš dražji od Albanije, ne vem, ne. Tako da tu pač moramo, in tudi, da je Perutnina Ptuj šla management v Zagreb, vem, Lidl je preselil poslovne službe. Večji trg je, mislim, tam so že večji centri in mislim, meni je logično, če bi jaz tudi šel tja, ne, pač. Ampak noben pa ne reče, zakaj pa iz Avstrije ni prišel noben v Slovenijo z regionalnim centrom, ne? Ampak so iz Avstrije šli mogoče v Bolgarijo, ne? Ker so preskočili, ker smo že prej bili dragi, ne? Tako da spet se vračam nazaj, ne smemo se toliko ukvarjati s tem, da smo predragi, bolj se moramo ukvarjati s tem, da koliko ustvarim. Okay. Morda čisto na koncu še, zdaj bomo veliko stvari poslušali, veliko obljub, veliko nekih idej, ampak na koncu se bodo morali fantje in dekleta vendarle dogovoriti, ne, kaj je tisto, kar jim je najbolj važno, kje je Slovenija najmočnejša. Vem, da ti rad pogledaš podatke in nas opomniš, da mi vendarle smo država, ki velja za najboljše na svetu. Kakorkoli vzamemo, kakorkoli radi jamramo, smo del najrazvitejših držav na svetu. In če popravimo nekaj teh ključnih stvari, predvidljivost, morda več v investicije, načrtovanje, bomo ta status obdržali. Ti, Tomaž? Lahko, pa me lahko ti pol dopolniš. Jaz mislim, da bi Slovenija, s podatki boš ti dokončal, ampak predvsem naši fantje, kdorkoli bo izvoljen, bi na koncu mogli vedeti, da igrajo za isto ekipo. In jaz mislim, da bi si zaslužili en dober team building, pa se začeli odločati o stvarih, ki imajo neko dolgoročno vzdržnost, pa niso samo zato, da se njihova pogodba o zaposlitvi podaljša za naslednji mandat. Mi imamo fenomenalno geografsko pozicijo. Mislim, kdo bi si lahko želel boljše. Čez nas tečejo glavni tokovi, vzhod, zahod, sever, jug, ne, od Turčije do, če hočeš priti do Nemčije, moraš iti čez nas, če hočeš iz Romunije do Španije, moraš iti čez nas. Imamo odlično pristanišče, ki je prehitelo vse rivale v regiji. Po kriterijih, vsaj kar se tiče kvalitete življenja, smo povsod v vrhu, razen produktivnost in BDP per capita in tudi plače. Tam smo pa med nižjimi, pač med prvih spodnjih polovicah.
Tako da in bi se rad navezal tudi na to, kar si ti rekel, in mislim, da je to zelo dobro. Nažalost, je politika red game, ne, kjer drug drugega grizejo, ne, in tisti, ko bo najmanj pogrižen, bo zmagal, oziroma tisti, ko bo uspel. In tako smo tudi, v bistvu se tudi, nažalost, volilno telo obnaša. In želim si res, da pač tisti, kdorkoli pride na oblast, da ne bo rekel, evo, vse, kar so delali prejšnji, je za nič, ne, dajmo mi to očistiti, resetirati in spet jovo na novo, dajmo se na novo učiti, ne, vse in spet eksperimentirati z državo. Pač država je ogromen sistem, videli smo, kaj se dogaja v Ameriki. Amerika, pač je prišel nekdo, ko je rekel, vse je narobe, vse bomo spremenili, ne. In potem je valjda je dobil tako, zdaj je to tako prezident, ne, a veš, ne, ker v bistvu FAFO, ne, in ne želim si tega, da pridem spet, tudi če bo menjava oblasti, da bo rekli, vse, kar so oni delali narobe, vse bomo resetirali, dajmo spet mi reči, to vse bomo menjali. Tako da konstantno dajmo stabilno imeti okolje, predvsem moramo delati na pravni državi, predvsem moramo delati na tem, ko si rekel, da imamo logistiko oziroma infrastrukturo poskrbljeno in da imamo kapital usmerjen tja, ker je državni kapital, kjer pač smo najmočnejši. Hvala lepa obema. Mislim, da smo dobro poklepetali. Upam, da si je kdo postavil ob tem kakšno vprašanje, ki ga bo postavljal, ko bo šel na volitve 22. marca, ne, in rekel, ok, kdo je tisti, ki mi je tukaj obljubil, da bo šel v tej smeri. Hvala, pa verjamem, da bomo z veseljem potem spremljali, kaj se bo dogajalo po 22. marcu, in upam, da bomo kot država uspešni. Hvala. Hvala enako. Hvala za debato. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami. Do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.